Veste, včasih je dobro, če pridemo na kakšen kraj, kjer se lahko po velikem boju, ki ga imamo morda v življenju, da se lahko preprosto odpočijemo. A ni tako? Kjer lahko kot imamo duhovno družino, kjer ni veliko teoloških spornih točk ali česarkoli, ampak da se preprosto lahko sprostimo in uživamo soboto v naravi na soncu. Hvala Bogu, da smo to danes tudi doživeli. Hvaležen sem tudi, da smo imeli prijetne pogovore in dobro druženje in da lahko nadaljujemo to temo tudi danes večer v pripravi na pozni dež. Božja obljuba za čas konca je to. Vprašanje pa je, ali sem vreden jo sprejeti, se pravi pozni dež. Vabim vas, da sklonimo glave in še enkrat Boga prosimo, da nas On ponovno vodi in da nam podari nič manj kot polnino svojega duha. Naš nebeški Oče, želimo Ti dati hvalo in slavo za ta bogato, blagoslovljen, napolnjen dan, soboto. Gospod, zahvaljujemo se Ti vsi osebno, ker smo lahko v tej skupnosti tukaj in da lahko tukaj še enkrat odpiramo Tvojo besedo. Sedaj Te še enkrat prosimo, da si z nami, med nami, tako kot smo že peli v himni. Te prosimo, Gospod, da nam sedaj ne podaš nič manj kot polnino Svetega Duha, ki si ga obljubil. Prosim Te tudi, da nam spregovoriš, da bi spoznali pri vseh rečeh, katerih bomo govorili, da imaš misli miru o nas, za nas in da nas Ti želiš pripraviti na to veliko obljubo, na to, da boš izlil Tvojega Svetega Duha v meri, da ga bi lahko mi prijeli v meri, kjer sedaj samo v teoriji govorimo o tem, ampak Gospod, naj ta teorija kmalu postane praksa in naj tudi ta pridiga služi temu, da boš Ti lahko vedno bolj se upodabljal v nas, da boš Ti košček za koščkom vedno bolj naredil, da lahko mi rastemo proti popolnosti. Zato se Ti zahvaljujem in Te slavim. Amen. Razmišljal sem, katero temo bi danes z vami preučil in razmišljal sem o tem, da sedaj smo nekje na polovici predavanj. Nismo še na koncu, ampak vem, da mnogo izmed vas nas bo danes že zapustili, ker ste bili samo za soboto tukaj. Tako da sem razmišljal, kaj so bile zadnje besede, ki jih je Jezus povedal učencem, preden jih je zapustil. Torej, gremo v apostolska dela, poglavje 1, v 8. vrstici. Zadnje besede, katerih je Jezus povedal učencem. Zanimivo pa je, kaj jim je Jezus obljubil. Se pravi, apostolska dela 1, pa začnimo 7. On pa jim reče, ni vaša stvar, da bi znali čase in ure, ki jih je določil Oče po svoji samooblasti. Temveč prejmete moč, ko pride Sveti Duh na vas in boste mi priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji in do kraja zemlje. Jezus je dal obljubo, da bo o znanjenju evangelija, kar ni nič manj, tako kot Pavel pravi v Rimljanom 1:16, kar je Božja moč. To je obljuba o Svetem Duhu v polnini, ki je do sedaj še niso poznali. Čeprav so bili 3,5 leta z Jezusom, ampak tudi njim je manjkala ta izkušnja.
Tudi nekateri izmed nas so morda že več kot 3 leta pol z Jezusom. Nekateri že 30 let. Nekateri še dlje. In Bog daje to obljubo in to je tako aktualna obljuba za današnji čas, ker vemo, da čas takrat v apostolski zgodbi, ko se je to v naslednjih poglavjih zgodilo, da je to obljuba, ki se bo to še enkrat ponovila v današnjem času. Te obljube lahko to beremo tudi v Joelu, 3. poglavju, kar nam je tudi poznano, da bo Bog izlil svojega, da on želi izliti svojega duha tudi na otroke. Ne vem, če imate tu otroke med nami. Morda so kakšni otroci tako utrujeni, da so se in morda že spijo spanec pravičnih. Kdo ve, ampak vi starši lahko to vzamete sabo in poveste otrokom, da bo Bog želi svojega duha izliti tudi na otroke in jih uporabiti. Prejšnjo leto sem bil na camp meetingu in sem imel izkušnjo z otrokom, ki je bil 8 ali 9 let star. Doživel sem, kako je ta fant, kako je bil tako poln duha in je imel željo po molitvi. In vedno je prišel k meni in je imel potrebo, da bi svoje probleme prinesel pred Boga. Že včeraj sem vam povedal izkušnjo z enim drugim fantom, kako Bog mogočno deluje na otroke in te obljube, kako Bog želi te vse obljube izpolniti na starejših in mlajših. Ampak pogoj je bil dan že učencem, da se je lahko izlil ta sveti duh. In ta pogoj je še vedno isti pogoj, tudi za današnji čas. Leži na nas. Mi moramo odstraniti pomanjkljivosti svojega značaja, da bi tempelj svoje duše očistili od vsega, kar dušo umaže in onečašča. In ne govorimo o opravičenju po delih. Zadržite to misel, pa bomo kmalu videli, kaj mislim. Tedaj se bo pozni dež izlil na nas, kakor se je zgodnji dež izlil na učence na dan Petdesetnice. Torej, niso naše zasluge in odločitve, ker ko bomo zapustili ta kraj, kar bo naredilo vso razliko. Ali smo deležni te izkušnje? Ne vem, kako je pri vas, kako vi mislite o teh rečeh, kakšne pričakovanja ste imeli, ko ste prišli sem, ampak lahko pa vam povem, da hrepenim potem, da bi rad doživel to, kar bo Bog to naredil. A hrepenite potem, da bi doživeli to, kako Bog lahko človeka tako izpolni svetim duhom. Vem, da sem pred nekaj leti bil na nekem dogodku in tam je bila ena molitvena skupina in odločil sem se, da bom šel na vsako molitveno, torej 5krat sem šel na molitveno vsak dan, in sem hodil na molitveno. Lahko vam rečem, da v tem času, ko sem to zvesto počel, ko sem prišel na vsako molitveno skupinco, sem opazil, da tako kot še nikoli poprej, sem imel izpolnitev v molitvi, kot je prej še nisem poznal. Tako veselje, ko sem prišel domov iz tega dogodka, da sem bil tako globoko in ponotranjeno sem želel vedno več časa porabiti z Bogom. Ravno smo od Klausa slišali, da ko on moli 3/4 ure, da je to malo. In lahko rečem, da tudi meni je to dostkrat tako. Enostavno imam tako veliko reči na srcu, ki jih želim z Bogom, predvsem zjutraj in zvečer se želim z njim pogovoriti. Ampak to je vse naša odločitev. Ali bi radi bili deležni teh obljub. Tako tudi recimo za tisto mazilo za oči, če lahko to sprejmemo. Včeraj smo govorili tudi o spokorjenju,
in obžalovanju, ki mi kot skupnost smo tega hudo potrebni. Odprimo Jakob 5. poglavje. Jakob 5, 16. Tam piše: Izpovedujte torej drug drugemu prestopke in molite drug za drugega. Zakaj? Da ozdravite. Bratje in sestre, a ste opazili, da smo bolni in da potrebujemo ozdravitev? Mnogo zmore goreča molitev pravičnega. In tukaj Jakob zagrabi Elijev primer. Elija je bil človek, podvržen enakim slabostim, kakor mi. Govori o tem Eliju, ki je šel v nebesa živ, ki je 7-krat molil, čeprav mu je bilo jasno, da je obljuba, da bo deževalo. In kljub temu se je bojeval z Bogom, da se ta obljuba izpolni. In tako je in molitve molil naj ne dežuje, in deževalo ni na zemlji 3 leta in 6 mesecev. In zopet je molil in nebo je dalo dežja in zemlja je rodila sad svoj. Veste, nekako je obskurno, čudno, da vemo že več kot 100 let z Božjo besedo in po Ellen White, da ta obljuba drži za našo skupnost. Drži. Ampak lahko si predstavljate, kako je Elija v tej njegovi popolnosti, kljub temu ni popustil te Božje roke po tej obljubi, da se je oklepal tega. Tako kot je Klaus rekel, da bi morali več moliti, dokler oseba, dokler recimo v kakšnem primeru nekdo celo umre, pač da ne smemo popustiti v molitvi. In to je en pogled na to, da moramo moliti za pozni dež. Učenci so poznali to obljubo, vedeli so tudi za pogoj, da bi lahko doživeli to izkušnjo. Sedaj si pa predstavljate, ko so te učenci v tej prvi frustraciji, ki so jo doživeli, v prvem razočaranju, ko jim je Jezus povedal še enkrat to obljubo, da boste moje priče po celotni Koroški, po celi Avstriji in preko meja. Da je Bog dal to obljubo trdno, ampak učenci so vedeli, da so še vedno problemi v sobi, ki jih je treba odstraniti. In tako so se srečali ponovno v eni sobi, zgornji izbi, se združili. Lahko si predstavljam, da jim morda ni bilo lahko, ker so bile verjetno kakšne barijere in mostovi zaradi ponosa, trdost srca, ki jih je bilo treba odstraniti. Ampak kaj je učence pripeljalo k temu, da so te reči resnično lahko dali na stran? Medtem, ko so razmišljali o njegovem čistem in svetem življenju in čutili, da jim nikakršen napor ne bo prehud, nikakršna žrtev prevelika, samo da bi s svojim življenjem mogli pričati o lepoti Kristusovega značaja. Odpovedali so se vsem razlikam in vsem željam po premoči in se združili v krščansko občestvo. Ti dnevi priprave so bili tudi dnevi globokega preiskovanja srca. Učenci so se zavedali svojih duhovnih potreb, zato so upili Gospodu za sveto maziljenje, da bi jih usposobil za delo reševanja ljudi. Blagoslova niso prosili samo zase, obremenjevala jih je odgovornost reševanja ljudi. Veste, kako veliko ponosa nas dostikrat zadržuje od tega, da bi vladali, koliko je ponosa med različnimi misijonskimi projekti,
ali pa ponos med različnimi govorniki, koliko tega obstaja. Ko sem nekoč bil v svetu in sem bil v glasbi, ko smo dostikrat igrali z različnimi bendi, sem si dostikrat prej dobro natančno pogledal te bende, skupine, ker sem se bal. In to jasno zdaj povem. To je bilo takrat tako. Moram reči, da je bila panika, ampak bojeval sem se s tem, da če bi bil tam nekdo, ki je bil nekako še bolj v mojih očeh nekako impulzanten, ali pa da je bolje igral, ali pa da je dobil več pozornosti, ali pa da je imel še več tetovaž kot jaz, ali pa da je izgledal še bolj nor kot jaz, imel morda več mišic. Takrat sem si mislil in s tem sem se bojeval. In zato sem si ljudje te točno pogledal, kako oboževalci reagirajo na njih. In ta miselnost je tako neumna. To te dejansko tudi zasužni, taka miselnost. Ampak v nekem smislu imamo to tudi med nami delno. To, kdo vlada komu, kdo je največji. To, kar so tudi učenci imeli, ta ponos. Ali pa drugače povedano, da imeti drugega za višjega od sebe, tako kot Pavel pravi v Filipljanih, kot sebe. To je treba spremeniti. Kot veste zase, ko vam Sveti Duh spregovarja, ne rabi iti za misijonski projekt ali kaj takega, ampak dostikrat je tako. Tudi v zdravstvenih centrih, ali ker ljudje potem slišijo, tega so pozdravili, ali pa ta je nekaj naredil. In ne razumemo, da je Bog to v bistvu naredil. Bog je resnično to naredil v preprostosti. In če želimo slediti tem principom, potem ni prostora za ponos. In morda se še vedno nekaj bojujemo s tem, ker želimo en košček zase, če smo iskreni do sebe. Sedaj, ko smo prebrali ta citat, je vprašanje, ali res s tem željo in voljo prosimo Boga, da to nam tukaj pomaga. Veste, celo teologija in prava teologija, celo pravo razumevanje, recimo 1888 in pravičnost po veri, rečemo, da je to lahko tudi neke vrste pokrivalo za greh. Da tudi, če pravilno pridigam resnico, me lahko to vara v to smer. S tem, da ne popravim stvari v mojem značaju. Mnogokrat mislimo in pridigamo stvari. Ravno te pridigari so dostikrat v nevarnosti, ko pridigajo v stanju v skupnosti, v Laodiceji in podobne reči. So v nevarnosti, da sami sebe ne uvrstijo sem noter. Ne vsi. Vsi, ki trdijo, da spoštujejo soboto, ne bodo zapečateni. To bi nas moglo se zavedati. Tudi med tistimi, ki druge učijo resnico, je veliko takih, ki ne bodo prejeli Božjega pečata na čelo. Ne zato, ker napačno teologijo učijo, ampak zato, ker imeli so luč resnice, poznali so voljo svojega učitelja, razumeli so vsako točko naše vere. Niso pa imeli ustreznih del. Nespametna devica. Ti, ki so bili tako seznanjeni s prerokbami in zakladi božanske modrosti, bi morali delovati po svoji veri. Zato sem včeraj zvečer govoril in danes zjutraj ponovil, da je pomembno o teh rečeh govorimo, da jih v tem času, v katerem smo, spravimo v prakso. Morali bi poveljevati svojim gospodinstvom, da jim sledijo, da bi z dobro urejeno družino predstavili svetu vpliv resnice na človeško srce. Obstaja Ellen White citat, ki ga sicer ni tukaj. Mislim, da je v vzgoji ali pa zdravje na dosegu roke, ker piše, da je največje pričevanje svetu je urejena družina. Sami si lahko predstavljate, kako je bilo v tisti sobani, kjer so učenci bili. In dobro je, ko beremo Biblijo, da si predstavljamo to situacijo za kakšen trenutek. Da se ustavimo in resnično predstavljamo to situacijo, kako se je zgodila. In če sami sebe damo v to situacijo, pomislimo, kako bi bilo tam noter z nami, kako bi se obnašali.
Verjamem, da je potrebno, da nas Bog, da bi se lahko pozni dež padel na nas, da imamo to izkušnjo. To ne pomeni, da bomo imeli kot skupnost eno veliko generalno konferenco in se tam vsak drugemu spokorili, priznali grehe. Lepo je, ko Bog nekomu da moč, ko si človek pusti dati moč, da se lahko oprostimo drug drugemu. Prosimo za odpuščanje. Nekoč, ko smo imeli še ta band, ko smo glasbo igrali, sem bil v enem sporu z enim očetom od enega od bendovcev, prijateljev, ker je imel veliko škodo zaradi tega pol. In čez leta, ko sem prišel do vere, mi je bilo od tega žal in sem videl svojo krivdo pri tem. Sem imel tako globoko željenje, potem sem želel imeti mir s tem človekom. Ta človek je zelo inteligenten človek, odvetnik. Takrat sem se zbojeval z Bogom, molil, sem rekel Bogu, želim spet imeti mir s to osebo. Prosim, daj mi moč, čeprav je to ponižujoče, da grem tja in se upravičim. Več let ga nisem videl. Šel sem v njegovo odvetniško pisarno, brez termina, čakal sem v čakalnici in kar naenkrat je prišel, me poklical v svoj biro, pisarno in me rekel, Timo, kaj si v špiču spet, Timo? Rekel sem, ja, v bistvu nič novega, ampak zaradi drugega razloga sem danes tukaj. Potem sem povedal, da sem prišel, ker me boli, kako sem se takrat obnašal proti njemu in da ga prosim, da mi jo odpusti. Lahko vam rečem, da ni padel kamen samo meni srca, prepoznal sem tudi, kako je bil on hvaležen. Kasneje pol sem slišal tudi o njegovem sinu, da je rekel, in je njegov sin rekel, to je bilo medvedje dobro, da sem po letih prišel tja. In Bogu sem hvaležen, da je Bog dal to moč. In verjamem, da potrebujemo take situacije. In če jih sami ne prepoznamo take situacije in če jih ne iščemo, kot sem zjutraj povedal, da Bog postavi osebo, postavi pred tebe, ki resnično naredi neko škodo nam. In da mi lahko v tej situaciji obvladamo ali pa se izognemo. Tudi na tistem katoliškem dnevu, ko sem se srečal z unim bratom po 5 letih, ko je napisal tisto pismo in bi isto lahko, recimo, zbruhal se na njega, kar mi je prišlo na misel, ne? Je vprašanje, če se v tej situaciji lahko ponižamo in doživimo zdravo izkušnjo, kot smo brali, se pravi, da priznamo svoje grehe, prestopke, da ozdravimo, da vemo, mi toliko veliko vemo o času konca in to opazujemo in to je to dobro in Jezus nam je rekel, da naj bi to tudi počeli. Ampak doskrat razmišljamo, da se vse tako dogaja in potem si mislimo, ja, to se mora vse zgoditi in potem bo konec, bo pozni dež in bomo šli skozi to. Ampak predpostavka, da bomo v tem kriznem času obstali, je pa to, da dejansko prejmemo pozni dež. Zato pravi tudi Ellen White, da kdo izmed nas bo doživel, da bo ta pozni dež padal na skupnost, na posameznike, mi pa ne bomo opazili, da je pozni dež že začel padati in da smo v nevarnosti, da bomo šli proti svojim bratom in sestram. Primo je zelo resno besedilo, ki ga je Jezus v Lukatovem 13. poglavju napisal, podal. Luka 13, zelo resna beseda. Včasih je pa dobro, da damo prst na rano in razmišljamo o tem. Luk 13:24 pravi, kar spada tudi današnji temi sobotne šole. Borite se, da vnidete skozi tesna vrata. Zakaj veliko, pravim vam, si jih bo prizadevalo priti noter, pa ne bodo mogli. Zakaj ne bodo mogli vstopiti?
Zato, ker so pretežki in ne bodo pasali čez ta vhod, vrata. Morda. Zato, ker ima slabe življenjske odločitve, ker je morda tako trpel v svojih odnosih in sprejemal napačne odločitve. Ampak večina izmed nas je preobilnih na ponosu, na egotu ali pa, če smo iskreni, na lenobi. Da bi imeli odnos s Kristusom in postali aktivni za Kristusa. So nekateri, za katere se zdi, da stalno iščejo nebeški biser, toda slabim navadam se ne odrečejo popolnoma. Ne umrejo sebi, da bi lahko Kristus živel v njih. In zaradi tega ne najdejo dragocenega bisera. Niso se uprli nesvetim hotenjem in ljubezni do pozemskih privlačnosti. Delni kristjani, toda ne popolnoma, dajejo vtis, da so ves čas v bližini nebeškega kraljestva, ne morejo pa vstopiti. Skoraj, a ne popolnoma rešeni, ne pomeni skoraj, temveč popolnoma pogubljen. To so zelo žalostne besede. Razumem to. Problem je pa dostkrat na pomankanju zaupanja v Božjo moč, v moč evangelija. Zato tudi Pavel tako jasno pravi v Galačanih 1, da so ljudje prekleti, ki pridigajo lažni evangelij. In to so že imel predavanja o tem v preteklosti, ampak to je resnično danes problem v naši skupnosti. Da bi se bojevali za to, da bi imeli zaupanje v Božjo moč, da nam tega ne bi nihče iztrgal, ampak tudi slepota in potreba ali pa lenoba naša, da bi sploh se ukvarjali v to smer, ali pa da bi videli svojo potrebo, da bi mogli nekaj narediti. Bratje in sestre, ne želim vam podajati pritiska, ampak neke vrste, če rečem, svet strah, čeprav smo v pričakovanju poznega dežja v takih časih kot danes. To je vse odvisno od vsakdanjih odločitev. Tam, kjer živimo, in jutri vam bom nekaj pokazal še o tem, kjer živimo, zato da vas podvodim, da spet prijete. Včasih smo postali tako leni zaradi live streamov, ampak s korono je veliko izmed nas, no ja, se veste. Če imate priložnost, pridite osebno sem. Ampak tam, kjer trenutno sedaj živimo v Schwarzwaldu, na 800 metrov višine, nekaj časa, ko smo se tam uselili in ko smo se pelali čez tiste vasi spodaj, da je naša hiša tam nekje gor na hribu, gor nekje, da se rahlo vidi. Sploh, če sonce posveti gor, to je na južni strani, tako da sonce konstantno sije gor, bela hiša, tako da vidiš tisto belo, sijočo točko. Ne vidiš detajlov, ampak vidiš, da je tam nekje ena hiša, daleč stran. Tista bela točka. Veste, kako dostikrat pridejo ljudje do nas, ker tudi vidijo od spodaj in se sprašujejo, kaj je to? In potem pridejo tja gor, to se je že dostikrat zgodilo, in pol rečejo, ja, hoteli smo videti, kaj se tam gor sveti. In Jezus je rekel, Matej 5, lahko preberemo. In Vers 14, 14. vrstica. Vi ste luč svetu, mesto, ki stoji vrhu gore, se ne more skriti. Veste, kaj bi bilo pa grozno? Če bi nekdo to točko videl, bil privlačen, bi prišel gor s pričakovanji in potem bi bil razočaran, ker ne bi videl tega, našel tega, kar je tako rekoč se svetilo. Tega se moramo zavedati. Kaj pričakujejo ljudje, ko spoznavajo nas osebno? Kaj ljudje pričakujejo, ko pridejo v naše inštitucije ali pa k nam domov, v naše cerkve? Vemo tudi iz duha preroštva, da veliko ljudi ne pride v cerkev zaradi teh razlogov.
Morda je pa razlog sem ravno jaz, dass ich auch Teil dazu beitrage. da jaz tudi svoj Jesus delež hatte, pridodajam lass uns k das Wort auch temu. noch lesen, Matthäus 23. Matej Ist 23, vielleicht schon dort, hat eine sehr ernsthafte Rede gehalten ker ima zelo resen govor Pharisäern s farizeji und hat die Menschen gewarnt, in ljudi upozoril pred farizeji. die ja dieses Paradebeispiel da sind, aber wisst ihr, auch die Tudi, Pharisäer, tudi farizeji, Konservativen konzervativni, tako rekoč, die hauptsächlich, natürlich waren es auch die Sadduzäer, seveda tudi saduceji, ampak predvsem, waren, dass Jesus ans Kreuz ging. predvsem farizeji so bili krivi, sodelovali pri temu, da je Jezus bil križen. In tudi leta 1888 so bili konzervativni tisti, ki so se bojevali proti resnici, ampak zato, ker so mislili, mi smo teologi, Fundiert sind, ker so nekako teološko dobro fundirani, da so sigurni. Torej Matej 23, 27, 28 je Jezus podal: Gorje vam, pismarji in farizeji, hinavci, da ste podobni pobeljenim grobom, ki se zunaj zdaj lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vse nesnage. Tako se kažete tudi vi ljudem zunaj pravične, znotraj pa ste polni hinavstva in krivičnosti. In za nas, mi si mislimo, ja, to so bili farizeji, ampak koliko mi živimo od tega, kar pridigamo ljudem? To ne mislim zdaj sedaj tudi za sebe, ampak mislim za vse. Koliko dejansko živimo od tega, kar drugim živimo, da naj počnejo? Ko nam razodetje 18.1 pravi, da bo glasni klic šel ven v svet kot rezultat poznega dežja, in če se enkrat vzamemo sliko iz vrta in delo na vrtu, se bojo tudi predavanje o tem, če koga zanima. Oba dva sta na YouTubu, imenujeta se, eno je Green Print. Takrat sem preučeval to in sem ugotovil, koliko v bistvu Ellen White to povezuje z zaključnim delom. Se pravi, delo na vrtu z zaključnim delom. Zanimivo, da v teh spisih to najdemo. Kako pomembna je vloga dela na vrtu. Samo spodbujam vas. Pred nekaj leti, iskreno vam rečem, pred 10 leti, ko smo tukaj bil, mi ni iskrica prestopla glede dela na vrtu. Ampak nisem imel volje do tega. Vedno sem klečal na vrtu in sem molil. Takrat smo še živeli v okoliščini neke vasi, kjer so bili vrtovi drug ob drugem. Vse mi je bilo. Klečal sem tam, ali me drugi vidijo ali ne. Molil sem, Bog, nimam volje, če sem iskren. Ampak dobro na evangelijumu je to, da če prosimo za to, da nas on naredi voljne. In tako preprosti je evangelij zaradi tega. Če smo pripravljeni odpreti vrata. Tako sem ostal po tej molitvi in lahko vam rečem, in to ni hec. On je naredil, da mi je od takrat naprej bilo pletje veselje kot terapija. Seveda je to tudi duhovna stvar, predvsem. Danes popovdne smo govorili, kako pomembno je, kako pripravimo tla. Veliko sonce je lahko, vode, ampak zemlja je tako pomembna in tudi pH zemlje. Koliko komposta, koliko humusa sem umešal, kako sem pripravil tla. Ne samo, da raste zelenjave, ampak da ima tudi prava hranila. Ne samo, da dobro zgleda, lahko imate najlepše zelenjavo pri Hoferju ali karkoli bio, ampak to ni to. To je sicer tema zase. To ne pomeni, da dobite vsebino, ki naj bi bila. Torej, tla bi morala biti pripravljena. Za rastline je treba skrbeti in plevelje je treba pleti. In če sem jaz len kmet in če vem, kako hitro raste plevel in če vas za nekaj časa ni doma, recimo 2 tedna, se noben ni skrbel za vrt, potem je to katastrofa. Res je tako. Pred 2 leti, ko smo pričeli z malo večjim vrtom, ker sva bila nekje na evangelizaciji po 2 tednih, je bilo katastrofa. Sploh ne veš, kje bi začel.
To ne pomeni, da sadeži ne bodo več rasli ali pa da bojo prenehali strati. Ampak nekateri se razvijajo slabše, recimo kot čebula, ker bi jo mogel vedno plet. Nekatere rastline pa še v kljub vsem plevelu rastejo, ne? Ampak v kljub vsemu je lahko tako, da napačno izrujem in tega ne prepoznam. Lansko leto sem prvič posadil špargle, rad jem zelene špargle in mislil sem si, to bo dobro, nič veliko, samo ene par sem si jih si dal, da probam. Sem si mislil, pa to bo nekaj dobrega, kako rastejo, pa lepo. Bom imel špargle v času konca, super. Pomembno je. In nekega dne smo spet prišli, takrat po tismo Arvajlu, ko smo nazaj prišli in ko je plevel tako zelo zrastel, sem prišel nazaj med špargle in sem začel plet. Sem ugotovil, da sem ravno zlomil eno špico špargla. Pri šparglih, če veste morda, da je treba leto ali dve počakati, preden se začne žetev. In to je bilo moje prvo leto in sem si mislil, ojoj, zdaj sem pa odlomil špargel. In zdaj, ker rastlina pač to potrebuje, ne, da lahko potem raste in da če to prehitro odlomiš, je tako, da se korenine v bistvu ne ukoreninijo dobro in nimajo take moči, da bi lahko čez nekaj let 10 do 15 šparglov na leto proizvajala. Ne? Morda si nekateri mislite, ampak zame je bilo to zelo trpeča izkušnja. Če sem se toliko veselil za to in potem ugotoviš, da nisi mogel več razločiti tega, ker nisi skrbel za to v času, da bi bilo brez plevela v pravem času. Ellen White piše, ko boste odstranili vse, kar je grdo in škodljivo za vaše rastline, da ne bo videti nič drugega kot lepo, se spomnite, da Bog tako ravna z vašim človeškim srcem. Pomembno je, da ohranite populjen ves plevel. Naučite jih, kako pomembno je, da grde škodljive prakse ne pridejo v življenje. Naučite jih, naj se znebijo napačnih navad, ko zatirajo plevel na svojih vrtovih. Za poučevanje teh lekcij bo potreben čas, vendar se bo splačalo, zelo se bo splačalo. V naši misijonski šoli, kjer jaz vodim vrtnarstvo, vsak teden imamo tudi ta pouk, seveda skrbim tudi sam za vrt, predvsem jaz. In svojim študentom sem rekel, veste, ko greste tja ven, to je vaš drugi učni prostor. To je vaša prva knjiga, tukaj imate prvo knjigo, Biblijo, in tam zunaj imate drugo knjigo. Vsakič, ko plejete, tudi če se vam ne da 2 ure plet, razmišljajte o tem, da veste, da tukaj delate duhovno delo. In dobro je, ker to preprosto ima učinek na to, kako bomo mi s svojim plevelom v svojem življenju delali. Tako piše, Satan se ničesar ne boji tako kot tega, da Božje ljudstvo očistilo pot z odstranitvijo vsake ovire, tako da bo lahko Gospod izlil svojega duha na propadajočo cerkev. Vsaki skušnjavi, vsakemu nasprotnemu vplivu, bodi si odprtemu ali skritemu, se je mogoče uspešno upreti. Bratje in sestre, sem že rekel, ne pustite si vplivati, ko nekdo reče, da ne morete zmagati nad grehom. To je laž. Ne s silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Če imamo dnevno izkušnjo zgodnega dežja, da pulimo ven plevel z Bogom in s to izkušnjo resnično rastemo, dokler Jezus popolnoma ne očisti ta prostor. Bratje in sestre, potem, ko bo prostor očiščen, potem bo pozni dež padel. Nič prej. Razmislite na vrt, kako je z njim. Predstavljajte si, pozni dež bo padel v 10-kratni sili. Predstavljajte si vrt, kjer imate še plevel. In ta 10-kratna moč pade na plevel. Kaj se bo zgodilo s plevelom? To bo tudi raslo.
Ne misli si, ne bom si prostora vzel. Se vem, da je to. Bog ne more podati poznega dežja. Čaka, da mi polnino vere dobimo na Božjo moč evangelija. In da si vzamemo to željo po tej moči. Ker Jezus nam ne more dati nič manj, samo polnino nam lahko da. Ne vem, če ste že kje v Svetem pismu pisali, da nam Jezus želi dati manj kot polnino. Povsod v Bibliji piše polnina, polna, samo to tematika govori. Ne vem, zakaj se bojujemo proti tem sporočilu. Saj se želimo postati vedno bolj podobni Jezusu. In nekateri pravijo, da te sporočila delajo pritisk na cerkev. Bratje in sestre, ampak še nikoli nisem doživel take svobode v Kristusu in v prakso spravil vero, ker lahko imam tako izkušnjo, kot je imel Jezus. Zakaj omejujemo Boga? Pred nekaj časa. In to je bila tudi misel, ki je vodila k tej pridigi, mi je bilo prebrano sporočilo, ki ni šla sicer name naslovljena, ampak kjer je sestra podelila svoje misli in v enem stavku si je mislila in rekla, veš, moramo da bi bili vredni prijeti pozni dež. In to me je se razmišljal o tem, ker me je spominjalo na ta sledeči Ellen White citat, ker pravi v Early Writings. Videla sem, da nihče ne more biti deležen poživitve, če ne doseže zmage nad vsakim ukoreninjenim grehom, nad ponosom, sebičnostjo, ljubeznijo do sveta, nad vsako slabo besedo in dejanje. Bratje in sestre, se zavedamo, kaj tukaj beremo? Nekdo, ki se uči Jezusa vsak dan vedno bolj ljubiti in avtomatično se mu vedno greh bolj gnusi, potem ta ne bo bral ta citat s pritiskom ali pa strahom, ampak bo to videl kot balzam. Tudi meni je tako. Jaz vidim veliko zahtevo, ki jo Bog ima, ampak tudi vidim veliko moč, ki jo Bog daje na razpolago. Verjamem, da je to tudi namen, ko so sporočila bila podana od Johnsona Wagnera, da je Bog želel, da se vera v skupnosti napihne do točke, kjer bi dejansko Božje obljube tako sprejeli, kot so bile namenjene. Obljuba je držala, tam je bila, samo zgrabiti jo je mogel. In tako je dobil obljubo. Elija. Gremo v besedilo Daniel 12. Tu je nek zanimiv zgodovinski opis. Ne vem, če bomo vsega podelili, ampak to je drugače dober adventističen nauk. Daniel 12. Tam piše, blagor mu, kdor bo čakal in dosegel 1335 dni. Ja, biblični študentje, povejte mi, za kjer obdobje je tukaj šlo. Daniel 12. Blagor mu, kdor bo čakal in dosegel 1335 dni. Si je kdo zapisal? Ja, saj nekdo si je zapisal. Super. Še enkrat povej na glas. 508, kaj se je takrat zgodilo? Gre v pravo smer, ja. Nekaj so dobili takrat, ja. Kralj, francoski kralj je dal kaj? Podal je svojo vojsko. Leta 508. In ta obdobje je trajalo do 1843. Zanimivo, ja. Ellen White o tem piše v velikem boju, ker sicer ne kaže na 44, ampak na 43 dejansko, ja. Ker je to bilo obdobje,
ko so mislili, da bo Jezus, ne samo, da bo Jezus prišel, ampak čas, se pravi čas 1843 do 44, ker je prišlo do tako velikega preiskovanja srca zaradi te zamude, v tem, ker se govorimo o 10 devicah, čas zamude, ker so imeli resnično čas še enkrat preiskati svoje srca. Ali je mogoče, bratje in sestre, ne vem, da nam Bog sedaj, ravno sedaj daje tak čas, da se preiskujemo. Mož in žena sta zvečer šla v posla in sta se iskreno, odprto vprašala o mož in žena, je bilo karkoli, da sem danes storil, kar bi tebe morda prizadelo, ali pa kjer bi si opazil, da bi bilo pomanjkljivo. Predstavljajte si, kako je to težko, predvsem za nas moške. Čisto iskreno. Mi se s tem bojujemo, ne samo moški, tudi ženske, ampak predvsem za moške je težko se tako odprto postaviti in reči, povej mi, sem danes kje bil pomanjkljiv, na kakšni točki. Bili so tako duhovno, so bili tako usmerjeni v te izkušnje z leta 1843-44, da jim je bilo jasno, da je Jezus pred vrati. In želeli so biti popolnoma spravljeni z Bogom in z ljudmi. Lahko bi rekli tudi, ja, Jezus spet prihaja, praise the Lord, Jezus spet prihaja, veselimo se, seveda, tudi to moramo. Ampak lahko bi samo rekli, da se veselimo in da čakamo. Ampak Jezus je rekel, bedite in molite v tem času. Bedite in molite. Kajti vsi učenci, ne samo Peter, da je zbežal. Če preučimo Biblijo, vidimo, da ni bil samo Peter to, ampak da so v bistvu vsi učenci rekli, da bojo ostali pred njemu. Cela skupnost je rekla, mi smo s tabo. In vsi so Kristusa zapustili. In to se naj ne zgodi. In Bog nam zato daje te zgodbe, da lahko danes s to zavednostjo ne ponavljamo teh napak. In koliko izmed nas ima tako mrtvo točko, slepo točko, kjer je ne vidimo, ko nas kakšni ljudje opozorijo na to in potem mi odreagiramo s ponosom, namesto da bi prinesli to molitev in molili. Postala mi je navada, da če mi moja žena ali pa kdorkoli, če mi nekaj reče, da Boga prosim in da se ne poskušam takoj opravičiti, ampak da prvo nesem to pred Boga in pogledam, če je morda tukaj kakšna točka, ki je morda ne vidim. In to je potrebno ponižnost. To je tudi dostikrat ponižujoče, ampak to nas zdravi, to nas očiščuje. Gremo Janez 14 prebrati. Poglejmo si, kaj je ta problem. Janez 14, kjer tudi, tako kot 16 govori o Svetem Duhu, kjer obljublja to lažnika, ki nas bo vodil v vso resnico. Janez 14, 17 piše duha, in pogledajte, kje je problem. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ga tudi ne pozna. Vi pa ga poznate, ker pri vas prebiva in bode v vas. Zakaj ga nekateri ne morejo prejeti? Zakaj ga cerkev ne more dobiti izlitega Svetega Duha? Tukaj piše. Zato, ker živi svet v njej. Torej, svet je problem, to piše. Torej, duh resnice, ki ga svet ne more prijeti. Torej, skupnost naša, če smo iskreni, je, mi smo preveč posvetni. Preveč posvetni smo na rečeh in tu je mnogo vidikov in aspektov, nekaterih smo že govorili v prezentacijah, ker smo morda še vedno preveč vezani na posvetne stvari, reči, ideje, sigurnosti. In tako Sveti Duh ne more prodrti do nas, ker mu dajemo omejitve. Tako kot sir, ko pride v želodec in zapre želodec za nekaj ur. In isto je v duhovnem smislu, da mi Boga nekaj v nekem smislu damo pred sir in ne moramo dati priložnosti, da bi Bog dobil prostor, ki ga morda potrebujemo.
Čeprav morda resnico pridigamo, ampak ne prepoznamo problema. In mnogo let ne prepoznamo. Močen citat, če si to še enkrat pogledamo. Videla sem, da nihče ne more biti deležen poživitve, če ne doseže zmage nad vsakim ukoreninjenim grehom, nad ponosom, sebičnostjo, ljubeznijo do sveta, nad vsako slabo besedo in dejanjem. Veste, kaj mi je prišlo na misel? Veliko bi lahko povedal na to, ampak na misel mi je prišlo, morda je tudi z vami tako. Tudi sebe sem porajtal, da je isto z mano, da se dostkrat obdajamo z ljudmi, ki so nam nekako lahki, preprosti. Ste že opazili to? Ste opazili tudi pri mnogih govornikih, ki se mnogokrat obdajajo samo z ljudmi, ki mu pašejo njegov asortiman, ki so istega kalibra. Veste, koliko je takih govornikov, ki spredaj stojijo in so idolizirani, malikovani. Veste, kako pogosto imajo oni, delajo veliko škodo, ker ne opazijo, če rečem, ker stopijo iz odra, iz prižnice in so potem ljudje razočarani, ker nekoga vidijo in si mislijo, ljudje si mislijo. To ne gre samo za govornike, vsak ima to odgovornost, ampak predvsem te ljudje, ki pridigajo, tudi sebe sem že opazil, da že dostkrat nisem ljudi, ki niso tako interesantni, dal toliko časa kot tistim, ki so. Jezus se ni tako ukvarjal z ljudmi. On se je predvsem s tistimi ukvarjal, ki so največ potrebovali pomoči. Recimo, isto je bilo z Judasom. Poskušal ga rešiti. Ampak to je res veliko zlo. Zelo mi prije to na misel, ko berem ta citat. Ljubezen do človeka je proti zemlji usmerjen izraz Božje ljubezni. In bomo ljubili svet ljudi, kakor ga je ljubil on, tedaj bo dovršeno njegovo poslanstvo za nas. Pripravljeni bomo za nebesa, saj jih bomo imeli v srcu. Ne vem, kje ste vi danes, vem pa, da jaz še nisem na tej točki. Želim si pa zelo. Ta sebičnost me že gabi, vedno bolj me gabi. Ko sam sebe vidim in prepoznam, kako sem sebičen in sebično razmišljam. Bogu sem hvaležen za to. Enoh je tako živel. In on je tip za 144 000, ki je imel Boga vedno pred očmi, ki je tako živel, da čeprav ni bil dobesedno, ni videl Jezusa, ampak Boga, Gospoda je imel tako pred svojim duševnimi očmi in se tako obnašal, tudi ko ga noben ni videl, kot da bi Jezus bil direktno ob njemu. Ko smo lastno jetro bili na camp meetingu, smo imeli med drugim tudi Barbara O'Neill tam med drugimi govorniki. Morda je kdo pozna. Tam je podala pričevanje o svojem možu, ki je v 24 letih zakona, da nikoli v teh 24 letih ni dvignil glasa nad svojo ženo. Jaz sem 6 let poročen. Meni se je nažal že zgodilo. Mislil sem si, kakšno pričevanje. 24 let sta poročena. To ne pomeni, da sta vedno enotna v vseh rečeh, ampak 24 let. Kakšno lepo pričevanje. Niti enkrat ni dvignil glasa, napačne besede proti svoji ženi ni izjavil. Na istem camp meetingu na istem je bil tudi nekoč Mammon Wilson. Klaus je o njemu govoril. Oboje pravi zdravstveni misionarji. On je govoril o izkušnji. Pred nje njegova žena pred nekaj leti umrla, da je v 18 letih, ko sta imela svojega sina, da je sin, ni niti enkrat
doživel, da sta starša imela diskusijo ali pa spor pred sinom. Vprašajte mojega sina, tam sedi, je rekel. In to je res nekaj močno. To je, da živiš principe. Ko se mož in žena stopita drug na drugemu na noge, na prste in spoznate, ko vidite to napeto situacijo, ko se nekdo hoče braniti ali pa se hoče upravičiti, in da ostaneš tako, kaj je treba, in da ne pustiš prostora emocijam in rečeš, dragi moj, prid, greva v sosednjo sobo in se bova malo pogovorila. Boljše pa, da še molita prej. Mi dva žena sva tudi še v procesu. Ni, da sva v zadnjih 6 letih že vse naredila. Še dokaj frišna sva, ampak tudi nekaj sva se že, hvala Bogu, naučila. Kar pa me spodbuja, je pa to, ko vidim ljudi, ki se resnično trudijo v aspektih, ki nam jih je Bog dal, ki so nekako razumeli, kaj je v velikem aspektu zdravstvene reforme, zdravstvena šola, inštitucije, kakšno vlogo in kako pomembno vlogo to ima, da se resnično držimo na New Start. Vemo, da morda se nam zdijo to malenkosti, premalo spanja in kako smo potem razdržljivi naslednji dan. Morda spustimo duhovno misel zjutraj, če premalo vode pijemo. No, bom si postregel. Če je nekdo dostikrat razdražen, je dobro, da mu podamo malo vode. Zanimivo je, kaj se lahko z besedam doseže za pozitivno. Prejšnji teden sem bil na katoliškem dnevu, kjer je šla mimo mene gospa, sem ji podal knjigo in me je zelo grdo se odzvala, ker sem omenil Jezusa. In potem me je Bog pokazal v tistem trenutku na zelo prijazen način, kako naj reagiram do tega. In zanimivo je, kako v trenutku je ta demon se spreobrnil. Zanimivo je, kako hitro je, če se naučimo to delati, da namesto sovražnikov delamo prijatelje. Gremo v Pregovore 16, da vidimo, kako Sveti Duh deluje. Danes v skupini smo to že brali. Na sobotni šoli, Pregovori 16, in zanimivo je, kaj Bog vse lahko naredi. Pregovori 16, 7. Tam piše, to smo danes v angleškem brali. Ko so koga pota Gospodu po volji, pomiri mu tudi sovražnike njegove. To je čudovita obljuba, ki jo lahko imamo za čas, ki prihaja. Ampak te malenkosti, to, dovolj pit vode in zmernost, da resnično živimo to, da dovolj spimo, te reči imajo velik vpliv na našo rast. In doskrat si mislimo, da so to malenkosti, ki so ta nekje ob strani, ampak bratje in sestre, ki tega ne živijo, me res boli v srcu, ker jim ni jasno, da se ne gre za to, da jemo pot v nebesa. To je nemogoče, ampak gre pa za nevarnost, da če teh stvari ne živimo, da se bom napačno odločil, da bom bolj razdržljiv, da bom uporabil besede, tako kot smo brali v prejšnjem citatu, nazaj, da vsaka napačna beseda in vsako napačno delo, da bi pozni dež resnično lahko padel. Pozni dež bo prišel in Božji blagoslov bo napolnil vsako dušo, ki se bo očistila vsakršne umazanije. Danes je naše delo podrediti se Kristusu, da bomo lahko pripravljeni za čas poživitve v gospodarevega obličja, pripravljeni za krst Svetim Duhom. To bi nas moglo spodbuditi in imeti večjo vero do odrešenika. Ko bodo cerkve postale žive, delovne cerkve, to pomeni, da tega nimamo danes. Bo Sveti Duh dan kot odgovor na njihovo iskreno
prošnjo. To pomeni, da lahko in moramo moliti, ampak molitve niso uslišane, dokler nimamo žive in funkcionirane skupnosti, ker takrat bodo nebeška okna odprta za nalive poznega dežja. Molimo lahko, kar hočemo na svojih kolenih. Lahko smo bolj katoliški kot katoliki in molimo, dokler ne zdrgnemo vseh kolen. Ampak, če imamo še vedno upor v srcu, ki ni volj, da je še vedno nevolja v srcu, potem se izpolnitev ne more zgoditi. Torej, treba odstraniti vse bremena. Še enkrat pomislite na to. Kot vrtnar ne hodim jaz tja in zalivam svoj plevel. Ne vem, če kdo to počne, ampak kako glupo bi bilo to, da bi nekdo šel zalivati plevel. Ste že videli vrtnarja, kmeta? Probajte. Potem nam Bog da še čas, da prepoznamo prave rastline. Pravi Ellen White, da bi mogli tudi poznati rastline, s katerimi se ukvarjamo. Predstavljajte si, morda bom jaz to naslednjič naredil. Predstavljajte si, da bi šli dejansko polje bi imeli, kjer je veliko plevela in bi šli vi to zalivati. Kaj bi si ljudje mislili? Govorili bi na Instagramu, bi pisalo, ste že videli to? On, najbolj glup kmet na svetu, zaliva svoj plevel. Ampak mi se duhovno doskrat tako obnašamo. Se ne gremo zastoj na vrt. Danes sem si pogledal tukaj vrt, kjer imajo kapljično zalivanje, ker med drugim ima prednost, ker točno cilj vodo da tam, kjer je potrebno, pri rastlini. In isto je, naj bi bilo tudi z nami. Mogli bi biti žive skupnosti cerkve, ki delajo. Veliko izlivanje Božjega duha, ki bo vso zemljo razsvetlilo z njegovo slavo, se ne bo zgodilo, dokler ne bomo imeli razsvetljenega ljudstva, ki bo iz izkušenj vedelo, kaj pomeni sodelovati z Bogom. Ko se bomo popolnoma, z vsem srcem, posvetili službi Kristusu, bo Bog to dejstvo nagradil z izlivanjem svojega duha brez mere. Vendar se to ne bo zgodilo, doklerkoli večji del cerkve ne bodo delavci, ki so zedinjeni z Bogom. Včeraj sem razmišljal, da si ne morem človeško predstavljati, kako bo delo narejeno pri teh masah ljudi. Ampak verjamem pa, da če bo vsak na svoji točki, tam, kjer more biti, tam, kjer nas Bog želi. Vem, da so včasih tudi kakšne stranske poti, ampak če smo odprti, da nas Bog vodi tja, kjer nas želi in potem, tako kot tukaj piše, da se mu potem, da se s polnim srcem predamo službi Bogu, tam, kjer nas je Bog želel imeti in nas postavil. Potem jaz verjamem, da bo Bog to dejstvo potrdil z izlivanjem svojega duha. Ne more biti drugače kot to, da bo Bog to prepoznal in nam dal svetega duha, da bi lahko dokončali delo. Ker človeško gledano to preprosto ni mogoče. Zato moramo se tudi vprašati, kje imamo naše probleme in duha vprašati, kar je tudi dar svetega duha, da nas vodi v vso resnico in da nam pokaže greh in nam predoči tudi sodbo, kjer nam po točkah nismo predani popolnoma Bogu po teh točkah. Ali pa morda tudi ne živimo luči, ki jo že imamo. Ali pa morda, ker smo zapadli k življenjskim slogom, ki smo nekaj popustili, ker morda nazaj poprimemo za reči v hladilniku in nekako zanemarjamo čas z Bogom, ker ne razumemo več tega tako, kakšna je razlika. Kaj je pomembno. In potem rečemo, ja, saj vem, da je Jezus moj rešitelj, da je to dobro. Bratje in sestre,
To je veliko zlo. Prejšnji teden sem bral od Ellen White. Bog pričakuje od nas, da neprestano rastemo. In to je izraz ljubezni do Jezusa. In to je neka stvar iz narave. In to bi morali. Saj naj bi. Bratje in sestre, zanimiv čas je, ker opazujem tudi na bratje in sestre, ki so točno na tej točki delajo kompromis. Opazujem, morda je tudi vam prišlo na misel, ne samo teološko, ampak tudi v življenju sprejemajo čudne odločitve. Mislim, da se rešetanje v cerkvi že dogaja. Pa ne mislim, da je že v taki meri, ampak ne govorim zdaj o maskah ali pa cepivih ali pa kaj te, sploh se mi ne da o tem govoriti. To sploh ne mislim sploh. Čeprav tudi tu se lahko opazijo kakšne reči. Ampak kar pa mislim je to, da ko vidim, da ljudje, ko živejo za določene stvari, ker imajo luč in te luči že mnogo let ne živijo in grejo v smeri razmišljanja teološke in tudi v praksi, da vidiš nekako, da tukaj že se rešeta. Ampak ni še prepozno, da bi iz te slepote stopili ven. Ko bo z cerkve izbrisana graja zaradi brezbrižnosti in lenobe, se bo milostno razodel Gospodov duh. Razodela se bo božanska moč. Cerkev bo videla previdnost delovanja Gospoda nad vojskami. Gremo na Galačane 6. Galačani 6. Tam Pavel piše v drugi vrstici, kjer pravi Galačani 6.2. Drugega nosite bremena. In naj vas spodbudim v zadnjih minutah, da ste pozorni. Ker sedaj gre očitno, se nam zdi za majhne stvari, ampak so zelo pomembne. Pavel pravi, drugega nosite bremena in tako izpolnite postavo Kristusovo. Lahko sem striktno konzervativen pri prehrani, v življenjskem slogu in kljub temu sem lahko še vedno hudič. Drugega nosite bremena in tako izpolnite postavo Kristusovo. Bremena ne bi smela biti vedno na istih ramenih. Včeraj smo slišali primer Kelloga in tudi, ker ljudje nekje ob stani stojijo in kritizirajo in življenje še otežijo. Imamo neko mentaliteto v cerkvi, pridemo v soboto skupaj in potem radi konzumiramo in pri tem ostane. Kdor potem čisti, recimo pomiva posodo, kdo pospravlja, kdo postavi rože in vse te za nas morda take malenkosti, nepomembne stvari, so vedno, če ste pozorni, ponavadi vedno isti ljudje. Vsaka skupnost, v katero pridem, to vedno opazim. V adventizmu je zelo veliko, zelo malo ljudi, ki imajo uč za to. Tudi jaz sem bil prej slep za te reči. Bil čas, ko je Ellen White govorila o kmetu Jacobu, ki je delal na adventističnih inštitucijah in njegovo delo je bilo tako preveliko, da je enostavno zbolel, ker je imel preveč dela. Zakaj? Ker je sam nosil breme. To ni nujno, da gre za vrt, lahko gre za administracijo, lahko gre za terapije. Lahko je to v skupnosti, v cerkvi. Bodimo iskreni, bratje in sestri. Roko na srce. Vedno so isti ljudje, ki tam stojijo in pomivajo. Ali pa, ki imajo oči za take reči, ki jih je potrebno storiti. In potem slavimo vse ostale ljudi, ko jih nekaj vidimo, ampak tukaj so pa vedno isti ljudje. Vse delo, ki ga počnemo, kar je nujno, da storimo, pomivanje posode ali
postrežiti mizo, skrbeti za bolne ali pomivanje, umivanje, so vse moralne pomena. Se zavedate tega? Se zavedate tega, može? Skromne naloge, ki so pred nami, naj nekdo prevzame. In tisti, ki jih upravljajo, bi morali čutiti, da upravljajo potrebno in častno delo. In da v svojem poslanstvu, pa čeprav skromnem, upravljajo Božje delo tako zanesljivo, kot ga je upravljal Gabriel, ko je bil poslan k prerokom. Vsi delajo v svojem redu na svojem področju. Sem slišal wow od nekoga, ampak res je tako. Ta citat je mnogo let visel tam v kuhinji. Pred 10 leti je ta citat visel v kuhinji pri pomivanju. In takrat, v času New Starta, smo imeli res veliko dela. Tudi vem, da moj brat, ko smo bili še cela družina nespreobrnjeni, ampak hvala Bogu smo danes vsi spreobrnjeni. Vem, da takrat moj brat, nisem vedel takrat, ampak takrat mi je bilo pol povedano, da je moj brat se vedno jezil, ker Timo doma ni pomagal pomivati. In tako je mojim staršem rekel, Timota bi bilo treba poslati na šolo, kjer se bi to naučil. Ni vedel, da nekega dne, da se bova spreobrnila in da bova nekega dne tudi na taki šoli, da bom pristal, ker sem imel dovolj časa za pomivanje posode. Nekaj ur, se veste, kako je tukaj, nekaj ur ste v kuhinji, če ste tukaj kot študent ali pa sodelavc. Ampak ta citat me je takrat zelo spodbudil, ohrabril in od takrat se je veliko spremenilo na meni. Mi je dalo vtis, kako je Bogu pomembno, da tudi take malenkosti zvesto počnemo. Kot da je to isto, kot da če pošle angela Gabriela preroku, Janezu ali pa Danielu. To je zelo spodbujajoče, ohrabrajoče. Lansko leto smo bili na Danskem, mlada ženska je bila tam in na koncu druženja je prišla do mene v joku, ker je rekla, da ne vidi, da je Bog resnično lahko kje uporabi. Govorila sva o blueprintu in o času konca in misiji in takih rečeh in potem je v solzah rekla, kako je žal, da ne čuti, da je vredna. In se me vprašal, kaj sploh počneš? Pa mi je povedala, da dela v misijonskem delu, ker tam dejansko predvsem dela v kuhinji in pomiva. Jaz sem ji prebral ta citat. Ne morete verjeti, kako se je njen nasmeh vrnil na obraz. Ker ne vemo, kako pomembno je to Bogu. A veš, kako pomembno je to? Če tebe ne bi bilo tam, ljudje vedno vidijo samo ljudi, ki so tam spredaj, katere slavijo, ampak ne vidimo ljudi, ki so tam v ozadju. Ko ste šli včeraj zvečer v vašo sobo in ste morda videli, kako lepo je bil postrežena vaša posla, hvala lepa. Kartice, kako je vse bilo zloženo in kartice. Spomnim se, kako smo se mi takrat to naučili, moram se spet naučiti. Ampak, a veste, to so take malenkosti, ki tako veliko pripomorejo. Ko ljudje pridejo sami in vidijo, kako je lepo vse urejeno. In smo že govorili o tej točki, ne samo, da naj ne zgleda lepo, ampak naj ima tudi vsebino, seveda. Ampak to so te reči, ki naredijo bistvo. Ne gre samo za to, da ljudem govorimo in pridigamo. Danes sem s Klauzom govoril zunaj, da je večinoma, kar se recimo v pouku zgodi, da tisto, kar je pri pouku, pač se zgubi. To je dejstvo. Ampak tam, kjer je pouk, kjer si z učenci, ki si z njimi na vrtu skupaj, da je to v bistvu bistven pouk. Tam se lahko značaj gradi. Isto v skupnosti, v cerkvi, ne samo v inštitucijah, v družini, tam lahko gradimo karakter, značaj. Zelo pomemben citat. To sem mojim študentom mnogokrat prebral. Za opraviti bodo tudi neprijetne naloge. Naj nobena dolžnost, delo, ne bo spregledana s pričakovanjem, da jo bo nekdo drug opravil. Naj se v nobenem delu šole ne dela površno. Poprimi za grozno nalogo in jo obvladaj. In tako boš dosegel zmago.
odlaganje celo majhnih dolžnosti slabi navade hitrega takojšnjega dela, ki bi ga bilo treba spodbuditi. In sedaj bistveno, gojite navado, da vidite, kaj bi bilo treba narediti. In to storite takoj. Ne čakajte na druge. Gojite to navado, kaj je potrebno storiti. In ko sem začel moliti za te reči, danes opazim, kako me Bog v majhnih situacijah spominja, ne samo morda z vami, ampak tudi za male stvari, ki jih je potrebno storiti, da ne čaka, da bo nekdo drug naredil. Recimo, če so polne smeti, pač ne se smeti ven. Brat in sestre, vem, da so to morda za koga in se morda kdo misli, kaj ima to zveze s poznim dežjem, ampak brat in sestre, to ima veliko zveze s tem. Ne dobim pravičnosti zaradi tega, ker ne sem smeti ven, ampak z mano to nekaj naredi. Naredi to nekaj z mano, zaradi tega, ker jaz pač rečem, jaz bom tukaj pomagal. Ne zato, ker mi nekdo reče, ali pa ker me nekdo vidi, ker to delam, in tudi, če ne dobim slave za to, ampak vem, da pač delam tisto, kar je prav, ker bi Jezus to tako naredil. Piše tudi en citat, ker pravi, da potrebujemo Minuteman. Lahko bi, če bi prevedel, ljudi, ki vedo v situaciji, kaj je treba narediti. Da ne razmišljajo predolgo, ampak enostavno, spontano naredijo. Ko se odločijo in storijo. Doskrat si mislimo na te velike reči. Ne vidimo potem, da gre doskrat ravno za te male stvari. To ima več veze s poznim dežjem, kot si morda mislimo. Človekov uspeh v službi ne temelji na tem, da se je izločil iz koristnega dela, niti na njegovi priljubljenosti ali brezbrižnosti, ampak na njegovi pripravljenosti delati na katerem koli položaju, ki se zdi dolžnost. Tisti, ki so najbolj pripravljeni delati in delovati v poslovnih panogah in ki sami načrtujejo in snujejo, da bi bili v pomoč drugim v panogah fizičnega dela, so možje, ki jih bo Bog izbral, da mu služijo kamorkoli jih slučaj postavi. In jaz se želim biti eden izmed teh ljudi. In to vam iskreno rečem. Bogu na slavu želim biti ena taka oseba. Mnogi, ki se imenujejo po njegovem imenu, so pozabili na dejstvo, da morajo kristjani predstavljati Kristusa. A se še zavedate tega? Če ne smemo imeti samo dobro pravo teologijo in jo predstavljati, pa čeprav je pomembno. Ljubim teologijo, ampak brez Kristusa predstavljati, komu to ima. Če ni resnične samopožrtvovalnosti za blaginjo drugih, in sedaj pogledajte, v družinskem krogu, v soseščini, v cerkvi in kjerkoli že smo, tedaj nismo kristjani, ne glede na to, kaj trdimo o sebi. To je zelo močen citat. In zaključimo z zadnjim citatom. Ti si odraščal v neugodnih okoliščinah za razvijanje dobrega krščanskega značaja. Toda zdaj si v položaju, da zgradiš sebi dober ali slab glas. Midva ne verjameva, da bo to slednje. Toda nisi zavarovan pred skušnjavami. V enem samem trenutku lahko zaviješ smeri, zaradi katere boš kasneje prelival grenke solze obžalovanja. Če boš popustil v skušnjavi, boš od sebe odtajil ljudi, izgubil spoštovanje, ki si ga dosegel v svojem okolju in umazal svoj krščanski značaj. Moraš se naučiti poslušnosti. Meniš, da ti je izpod časti opravljati drobna domača opravila. Toda drobna opravila preziraš. Toda moral bi razvijati ljubezen prav do teh stvari, ki so ti neprijetne. Če tega ne boš storil, ne boš koristen. Ko opravljaš ta drobna. Klaus mi je danes rekel, da pridigati ni težko. Če znaš dobro govoriti in če nekako znaš formulirati misli, potem imaš lahko dober govor.
Ampak to ne pomeni, da to izpolnjuje z duhom, da je to polno svetega duha. Ko upravljaš ta drobna opravila, delaš pravzaprav večjo uslugo, kot če sodeluješ v velikih opravilih in težkem delu. Spomnila sem se nekega primera, ki mi je bil, nadaljuje se citat, ki mi je bil prikazan v prikazni. Neki človek je zapostavljal te drobne stvari in ni posvečeval pozornosti majhnim dolžnostim, ki olajšajo delo tistih, ki se ukvarjajo z gospodinstvom. To so bile zanj preveč nepomembna pravila. On ima zdaj družino, a še vedno ni pripravljen se ukvarjati s temi malenkostmi. Zaradi tega je njegova soproga obremenjena z veliko skrbjo. Veste, koliko adventističnih žena pade skupaj, ker mož ne vidi bremena, ki ga mora nositi. Ona mora opraviti veliko dela, sicer bi ostalo nedokončano. Ker njen mož noče prevzeti nase nobenega dela, je ona preobremenjena s skrbmi, ki spodkopavajo njeno zdravje. On danes ne more premagati tega zla tako, kot bi ga lahko v mladosti. Svoje majhne dolžnosti zapostavlja, ne skrbi za red in čistočo in ne more imeti uspeha v svojem delu kmeta. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Naj še drugače to povem, zadnji stavek. Kdor je v najmanjšem zvest, kdor je zvest telim malim opravilom, ki smo jih sedaj brali, bo tudi v času znamenja zveri zvest. In kdor je v malenkostih nezvest, ko mislim, da je to pod mojo častjo, ali pa da nimam časa za te reči, da bi jih počel, ali pa da jih ne rabim te reči, potem tudi v velikem, v času znamenja zveri, ostal nezvest krivičen. Te tematike imajo zelo veliko zveze z poznim dežjem. Morda se ne zdi, to nisem jaz, to se ne tiče mene. Si prepričan, si molil za to? Zadnji citat. Tisti, ki se pustijo, da bi jih prerok brusil in ne očistijo svojih duš v poslušnosti celi resnici. In to ne gre samo za teološko resnico. In ki so pripravljeni verjeti, da je njihovo stanje veliko bolje, kot je v resnici, bodo prišli do časa padanja nadlog in na to bodo videli, da jih je treba izklesati in oblikovati za zgradbo. Toda takrat ne bo več časa za to in ne bo posrednika, ki bi zagovarjal njihovo stvar pred očetom. Pred tem časom je prišla strašno slovesna izjava. Kdor je krivičen, naj bo še krivičen, in kdor je neumazan, naj bo še naprej umazan. Kdor pravičen, naj bo še naprej pravičen. Je svet, naj bo svet še naprej. Ta vikend, ko vidim, smo imeli, prostite, če sem spregledal, ampak nisem videl tukaj nobenega lista, ker bi se lahko prostovoljno vnesel za pomivanje posode. Ni bilo, ne? Ok, ni ga bilo. Na svet, naredite list naslednjič. Zadnjo leto na Camp Meetingu je bil tam list in sem vprašal brate, sestre, ampak vprašal sem jih, kako se vam je zdelo, ko ste videli tisti list? Ste se tam unesli? Ste si rekli, ja, gremo hitro pomivati. Ali ste se mislili, nimam časa za to? Ali pa je pod mojo častjo? Ali pa to lahko nekdo drug naredi? Brate in sestre, ko vidite take liste nekoč v prihodnosti in druge liste, z veseljem se vnesete v te liste. Zapomnite, to je tudi priprava za pozidaš. Naj nas Bog blagoslovi in nam s temi mislimi vodi naprej, nosi naprej. Vabim vas, da na koncu molimo. Naš nebeški Oče, želimo se ti zahvaliti, da je Jezus bil vsem tako praktičen. Ko je ostal, tako beremo, je zložil celo svoj prt. V vsem je bil Jezus popoln in na vse je mislil in nikogar ni zanemaril. Gospod, prosim te, da bi tudi mi imeli tako željo, da bi bili take ljudje, da bi imeli željo, potrebo,
Jezusa tako videti, kot so ga učenci lahko videli v zgornji izbi, da so si priznali grehe, ponos, nadvlado postavili na stran, se ponižali med sabo in da niso več mislili, da je to pod njihovo častjo drug drugemu pomagati, ampak da so resnično razumeli princip Filipljanom 3.2, da drugega vidimo, cenimo više kot sebe. Bog, naj bo ta duh ponovno pride v tvojo cerkev. Tukaj, med nami, naj raste in tudi za skupnost po celem svetu. Prosimo, da vidimo, kako so te male malenkosti pomembne v naših življenjih, kako delujemo drug z drugim v družinah, z otroki, kako je vse pomembno, odločilno. Torej pomeni, da smo vedno teološko eno, ampak tako velika razlika je, kako stvarmi delamo in kako cenimo drugega z Jezusovimi očmi. Gospod, podari nam, tudi meni osebno, ker tudi jaz to potrebujem. In zahvaljujem se ti za to, za tvoj blagoslov, za ta večer in za ta nov teden, ki se je že pričel. Bodi z nami, to te prosimo in se ti zahvaljujemo v Jezusovem imenu. Amen.